Na sončno nedeljo 17. avgusta je Zadlog gostil kolesarje vseh starosti, igralce dame, pohodnike in ljubitelje domače harmonike. Člani Društva za trajnostni razvoj Zadloga Trma so namreč pripravili vsakoletni celodnevni program. Že od poznih jutranjih ur so člani pod stolpom na Špičastem vrhu pripravili priložnostni šank, kjer so se lahko pohodniki preko celega dne okrepčali in nabrali novih moči za pot nazaj v dolino. Ob 10. uri dopoldan so svojo pot začeli kolesarji vseh starosti in skupin, od popolnih rekreativcev do tistih, ki se z gorskim kolesarjenjem vsakodnevno ukvarjajo. Mihca, greš do vrha? Ja. Super! Kako je bilo od spodaj, v redu? Ja. Super, pa Jure? Super, bravo za oba! Letos je bila proga v primerjavi s prejšnjih let zaradi februarskega žledoloma spremenjena. Starejši kolesarji so se letos prvič podali prav do razglednega stolpa, mlajši pa so svoj cilj imeli na tretjini poti. Najhitrejši med dečki do 11 let je bil Smrdelj Miha, med deklicami do 13 let pa Mlakardaša, med dečki pa Star Manjaka. Med mladinci je slavil Tratnik Aljaž, med amateri Čibej Simon. Veseli me, da smo uspeli zrihati tako lepo vreme. Upam, da ste uživali. Če vabim vas že zdaj na naslednjem letu tudi na tak razpon. V kategoriji Masters 2 je najhitreje prekolesaril Rupnik Marko, v Masters 1 pa je bil najboljši nepremagljivi Borut Rudolf, ki je bil tudi absolutno najboljši. Zaradi nevihte v soboto zvečer je bilo nebo v nedeljo čisto, razgled popoln. Le nekaj oblakov je prekrilo najvišje gore slovenskih in italijanskih Alp. Ostro oko in daljnogled pa sta vsem ljubiteljem tovornih ladij omogočile pogled nanje. Iz stolpa se je videlo tudi na ljubljanske Fužine, na Ljubljanski grad in del mesta pod njem, na del Logatca, Barje in hribovje proti jugozahodu. Od 11. ure naprej pa se je pri Bizarju v Zadlogu začel 6. turnir v dami, to je šahu podobni igri. Ne le pod stolpom, tudi pri Bizarju je bila možnost okrepčila ves dan. Pozno popoldne pa so se pod mentorstvom Zdenka Lampe predstavili še mladi zadloški harmonikaši.